Lepo pozdravljeni. Konec minulega tedna so vse poti vodile v Metliko, na jubilejno 30. vinsko Vigred, ki jo je po ocenah organizatorjev v 3 dneh obiskalo 20.000 ljudi. Že 30. zapored so oživeli trgi v metliškem starem mestnem jedru. Na 3 odrih se je zvrstilo 600 glasbenikov, pevcev, plesalcev, humoristov in folkloristov. Ob odličnih vinih in dobri hrani so se 3 dni srečevali stari znanci in tkala nova prijateljstva ter poslovne vezi. Vigredno vzdušje pa je zavelo v Metliki že nekaj dni pred pričetkom prireditve, ko so se na slavnostni akademiji zahvalili vsem, ki so v minulih 30 letih s svojim delom zaznamovali vinsko Vigred, prireditev s semiškimi koreninami, ki je prerasla v belokranjsko blagovno znamko in se v začrtani obliki obdržala do današnjih dni. Mislim, da se ni veliko spremenilo. Prizorišče je isto, 3 trgi, grajsko dvorišče, program se odvija na vseh 3 trgih, tako letos kot se je prejšnja leta. V 3 desetletjih pa se je veliko spremenilo na področju belokranjskega vinogradništva in vinarstva. Vinska Vigred, zgodba, ki jo piše vino, je pri tem odigrala odločilno vlogo, pravijo poznavalci. Sigurno, da je vinska Vigred veliko pripomogla k dvigu kvalitete belokranjskih vin. Veliko je prispevala tudi k kulturi pitja vina in vsestranskemu razvoju vinogradništva in vinarstva. Kakovost vina se je dvigla na tako visoki nivo, da pred 30 leti o tem tudi sanjali nismo. Torej vino je boljše, bistveno boljše. Spremenili smo se mi, naše navade, imamo, bi rekel, boljši odnos do vina, bolj ga cenimo in to je, mislim, je tista kvaliteta, ki jo naj opazimo. In na tem temelju bomo lahko gradili zgodbo in Vigred, in vinsko zgodbo, in belokranjsko ekonomsko zgodbo. Tako da ima Vigred pozitivne rezultate. Sicer pa so 3 desetletja 3-dnevne prireditve, kar pomeni 90 dni vinske Vigredi, osvetlili vseh zornih kotov v zborniku, ki so ga izdali ob jubileju. Predvečer letošnje jubilejne prireditve pa so namenili gostincem. Se so želeli prav njim najprej predstaviti na letošnjem ocenjevanju nagrajena vina. In s tem želimo tudi gostince spodbuditi, da posežejo po teh nagrajenih vinih. Na 3. borzi vin so 3. zapored podelili tudi Laknarjevo čašo odličnosti, priznanje za prispevek dvigu kulture pitja vin, ki so ga tokrat namenili gostišču Kapušin iz Krasinca. Ta čaša pomeni, da smo delali dobro, da smo se trudili, da predstavljamo belokranjska vina, jih ponujamo, ker so res vina, ki si zaslužijo vso pozornost, vseh gostincev v Beli krajini tudi nazven. Kapušin, oče aktualne kraljice metliške Črnine, je pohvalno ocenil prizadevanja belokranjskih vinarjev, ki se poskušajo približati gostincem. Tudi vinogradniki so spoznali, da se morajo približati gostincu, priti k njemu na dom in predstaviti vina, in eno sožitje gostinca in vinarja postaja potem uspešna prodaja in tudi tržnost nazven. Promocija belokranjskih vin in približevanje le-teh potrošniku pa je vseh 30 let glavni cilj vinske Vigredi, ki jo je ob jubileju uradno odprl predsednik države dr. Danilo Türk in ob tem poudaril, da gre za prireditev, ki je pomembna iz več razlogov. Prireditev združuje poznavalce vin in vse tiste, ki želijo spoznati Belo krajino kot vinorodno deželo, njene kulinarične posebnosti in predvsem dobrosrčnost ljudi v teh krajih. Tako kot vsak drug del Slovenije, tudi Bela krajina išče priložnosti, da predstavi svoje zmožnosti, svoje dosežke. In tudi z tega stališča je vinska Vigred izjemno pomemben dogodek. Kvaliteta vina, kvaliteta vseh vin, ki jih proizvajate v Beli krajini, je nesporno tak produkt, je nekaj takega, na kar moramo biti ponosni. Türk pa se je v svojem govoru dotaknil tudi aktualnih gospodarskih razmer in dejal, da si Bela krajina v teh težkih časih zasluži vso pozornost in pomoč. Potrebuje kvalitetno povezavo z ostalimi deli države.
več možnosti za pridobitev pravega in ustreznega znanja, pa tudi investicij, kar bo omogočilo nova delovna mesta, predvsem mladim ljudem, da bi ti ostali doma. Zagotovo se s predsednikom države strinjajo vsi Belokranjci, tudi mladi, ki jih je bilo na Vigredi veliko, tako pri stojnicah kot na odrih, kjer so igrali, peli in plesali. Rdeča nit prireditve pa je bilo seveda vino. Vinogradniki iz Bele krajine, pa tudi iz sosednjega vinorodnega območja Vivodina in pobratenih občin Ronki ter Vagna so letos dali oceno 364 vzorcev vin, nekaj tudi starejših letnikov. Za letošnji letnik pa velja, da je kakovost zelo visoka, različno pri posameznih sortah. Zagotovo lahko rečem, da bodo nekatera vina, predvsem je to recimo modra frankinja, pa tudi nekatera druga rdeča vina z leti še pridobivala. Na splošno rečeno pa kakovost je letniku primerna, torej zelo dobra. Kar potrjuje dejstvo, da je kar 40% ocenjenih vin dobilo zlato ali veliko zlato priznanje. Šampionska odličja je vinarjem podelil predsednik države. Najboljšo metliško črnino je pridelala družina Plut iz Drašičev. Lepo je spet dobiti po 2 letih zopet naša metliška črnina, zopet šampion. Plutovi obdelujejo 18 000 trt vinograda in imajo v kleti 5000 litrov metliške črnine. Znal sem, da je dobra. Pole pa sem in nisem. Vsi so mi rekli, da kjer so jo pili, da take leto še niso pili. Pole si pa se eno preseneča, ko dobiš eno tako. Šampionsko priznanje za vino Belokranjec je letos prislužila klet Malnarič Nampel iz Semiča. Delo v vinogradu je težko, v kleti je težko. Prodaja ni enostavna. Ko pa dosežeš toliko dobrih odličij in šampiona, ti pa da voljo za naprej delo, ne samo meni, ampak celi moji družini in vsem, ki nam pomagajo. In teh je veliko, saj Malnaričevi obdelujejo vinograde na več kot 30 lokacijah. V njihovih sodih pa je 25 000 litrov Belokranjca in še veliko drugih vin. Mi se že vrsto let trudimo biti med najboljšimi v vseh kategorijah vin. Posebno pomembno vino za našo klet je pa Belokranjec PTP, katerega imamo tudi največjo količino. Josip Rajakovič iz Krašičev na Hrvaškem se je na Vigredi veselil priznanja šampion tujih vin. Že veliko let tekmujem in končno je prišel čas, da sem postal šampion v Sloveniji. Šampionska priznanja sem že prijel na Hrvaškem, danes prvič pa tudi v Sloveniji. Najvišje odličje šampiona letošnje jubilejne vinske Vigredi je predsednik države podelil grajski kleti Šturm. Občutki so prav gotovo zelo lepi. Moram pa reči, da sem vesel tega priznanja in da je to priznanje ne samo meni, ampak celotnemu kolektivu, ki je sestavljen tudi iz družinskih članov. Njihov rumeni muškat, ledeno vino letnik 2007, je bilo najbolje ocenjeno vino na letošnjem ocenjevanju. Takrat nas je narava izredno obdarila z idealnimi pogoji za vina takega tipa, tako da smo mi v naši kleti pač morali ta zapis narave nekako čim boljše in brez napak prenesti na steklenico. Sicer pa so Šturmovi prejeli veliko odličij tudi za druga vina iz njihove kleti, zato nas je zanimalo, koliko tovrstna priznanja pripomorejo k prodaji vin. To je mogoče ena potrditev, da vinar ve, če gre v pravo smer, drugače pa vedno končno besedo rečejo kupci oziroma pivci. In tako je bilo tudi na Vigredi, kjer pa se je letos pilo manj kot minula leta. Kot kaže, vedno bolj velja rek, pi malo, pi dobro. Pi malo, pi dobro. Okušaj različne kakovosti in sorte. In potem imaš eno predstavo, kakšna so ta belokranjska vina, ki so bila nagrajena kompletno na vinski Vigredi. Mi skozi govorimo našim gostom, našim prijateljem, ko pridejo, ne pijejo z andahtjo. Mi se ne gremo več na izpadanje, da bi te treba napiti pa dol pasti. Pi malo, pi dobro, pi počasi, pi dostikrat. Torej ste zadovoljni? Mi pijemo. Belokranjska vina je z veseljem pokusil tudi predsednik države, dr. Danilo Türk. Jaz sem ljubitelj modre frankinje in tu sem nekaj izjemno dobrega vina modre frankinje poskusil in pa seveda nekaj jagodnega izbora vinogradnika Prusa, ki je eden najboljših slovenskih vinogradnikov. To je ena taka prijetna degustacija, ki je pa del seveda veliko večje prireditve. Tisto, kar je najlepše pri vinski Vigredi, je pravzaprav to, kako se vino kot vinska kultura pri nas ujema z nekim splošnim utripom življenja.
Pa še nekaj bi dodal, veste, Vigret je koroški izraz in vinska Vigret je vizija tretje razvojne osi. Ali lahko vinska Vigret pripomore k čimprejšnji izgradnji tretje razvojne osi, ne vemo. Zagotovo pa je pripomogla k večji kakovosti belokranjskih vin, se strinjajo vsi vinarji. Kajti prav tu se je začelo razvoj vin in vinogradništva preko tega ocenjevanja zdrave konkurence, se reče zdravega tekmovalnega duha med vinogradniki in vinogradnica. S tem je kakovost vin tudi narasla. Če se spomnim prvih vinskih vredi, je bilo tukaj samo mogoče par vzorcev vin, neki Laški Riesling in Belokranjec, neka Metliška Črnina, da imamo danes pa tukaj lahko svetovne šampione, tako v raznih sortah in mislim, da je to glavni efekt vinske Vigredi, ki je skozi leta pridobivala samo na svoji kvaliteti. Vsa 3 desetletja je pri pripravi in izvedbi vinske Vigredi sodelovala Metliška kmetijska zadruga, ki je bila tudi letos generalni sponzor prireditve. Časi res niso enostavni, to drži, pa vendar mislimo, da je vinska Vigred tako pomembna za to okolje, za ta kraj in tudi za našo zadrugo, da si preprosto ne moremo dovoliti, da vinske Vigredi ne bi bilo. Vinska Vigred je namreč pomembna za promocijo in s tem tudi prodajo vin, pravi Cajnar. Vinska politika v Sloveniji je slaba. Zaradi take politike prihaja do velikih presežkov, ni pa subjekta, ki bi bil sposoben vina izvažati v tujino, v makroekonomskih količinah. Belokranjski vinogradniki bi morali iskati skupno pot za skupni nastop na trgu, meni Cajnar. Tukaj, odkrito povem, nas čaka ogromno dela in strinjam se, da brez skupnega nastopa ne vidim prave prihodnosti. Ta ideja je živa še vedno, vendar morda še ni dozorela. Prepoznavnosti in promociji belokranjskih vin ne bi pripomogla tudi kraljica Metliške Črnine. Letos, ko naj bi okronali peto, so le podaljšali vladavino dosedanji kraljici Sandri Kapušin. Pričakovali smo drugače, ampak že v lanskem letu je bila samo eno dekle, ki se je prijavilo in morali bomo malo za naprej razmišljati drugače. Tako bo še naprej krono nosila Sandra Kapušin, ki je takole čestital predsednik države. Vse najboljše in uspešen drugi mandat, vaše veličanstvo. Upam samo, da bom še bolj izpopolnila celotno situacijo in še bolj prispevala k promociji Bele krajine in Metliške Črnine in ostalih naših odličnih vin. Kraljici Metliške Črnine je zaželela uspešno delo tudi slovenska vinska kraljica Martina Baškovič, ki se je udeležila jubilejne vinske Vigredi. Zagotovo je izjemen jubilej 30 let dogodka in kot vinska kraljica Slovenije menim, da mi je posebna čast bila zaupana in dana, kajti pretekli teden smo praznovali 40. teden cvička na Dolenjskem, danes tukaj v Beli krajini 30. vinsko Vigred. K vinu pa sodi belokranjska pogača. Na letošnji Vigredi so izpekli in pojedli okrog 1000. Izbrali so tudi najboljšo, ki jo je, po mnenju strokovne komisije, spekla Marjeta Starašinič iz Krasinca. Je rekel moj sin, kako to, da si ti spekla najboljšo, vse imajo vsi isti recept. Jaz sem rekla, viš, to je pa umetnost. Res je, letos so se namreč za prestižno priznanje najboljša pogača potegovali le tisti, ki so si pridobili certifikat za pečenje belokranjske pogače, saj je njena receptura evropsko zaščitena. Certifikat za pečenje in trženje pa je že pridobilo 32 posameznikov slovenskih gostincev in turističnih kmetij. Jaz sem zelo vesela, da se znanje ali pa trženje belokranjske pogače širi tako znotraj Bele krajine kot zunaj nje, saj to je produkt, ki je dober, svež, ki paše k kapljici, dobri kapljici in vsi ti lokali imajo v ponudbi tudi dobra vina. Na vigredni delavnici peke belokranjske pogače so se že mnogi naučili, kako se le ta peče. Poskusil je tudi predsednik države, ki se je pod nadzorom članic Društva kmečkih žena spretno lotev dela v kuhinji. Preverili smo, ali je že kdaj prej pekel belokranjsko pogačo. Ne še, tudi danes sem bil deležen samo enega poskusa. Veste, meni so omogočili, da sodelujem v delu priprave in dam to pogačo v pečico. Najzahtevnejši del priprava testa je še zunaj mojih sposobnosti, ampak tudi to bo še prišlo.
Predsednik države si je z zanimanjem ogledal tudi kulinarično razstavo, ki so jo pripravile članice Metliškega društva kmečkih žena in jo razdelile v 4 sklope. Društvo sodeluje v Vinski Vigradi vse 30 let od obstoja Vinske Vigradi in nekako v teh 30 letih je bilo veliko tem, ki smo jih obdelali. Osrednja tema je povezana z vinom, se pravi delo v vinogradu. Belokranjska pogača je tista, ki je tudi pot vodila od razvoja prvih pogač do certifikata, se pravi, da je tudi zasluži svoje mesto in pa nekako se mi zdi, da poroka ali ohcet je tista, ki vedno znova in se ne spreminja toliko v tistih doživetjih, srčnih doživetjih, ampak jedi se pa spreminjajo skozi ves čas. Program Vinske Vigradi pa se v 30 letih ni spreminjal, pač pa le širil, tako da je vsak našel kaj zase. Vtisi so skoraj boljši kot prvo leto. Namreč prvo leto smo bili rahlo presenečeni, letos pa smo že malo pod vtisom prejšnjega leta, ampak se še stopnjuje. Srečali smo tudi nad Vinsko Vigradjo navdušenega Rusa. I love Metlika, festival super, vino love you, priježdajte k nam. Med vigradaše pa so se pomešali tudi kolesarji, ki so v organizaciji kolesarskega društva Rok Franek prikolesarili na Vigrad iz Ljubljane. Nekateri prvič, drugi so se na ta izlet podali že večkrat. Kako je šlo? Super. Sam trenirati je treba premalo, ne? Drugače pa gre. Prvič na Vigrad? Mogoče že 20-ič. V redu je šlo, ja, malo je bilo naporno, ampak je šlo. Če imaš kondicijo, gre. Prvič na Vigrad? Prvič, ja. Moram reči, da prav dobro. Ja? Razen klanc tam proti Črmušnicam je delal malo težav. Klanci so klanci, ne? Ne moreš drugače. Klanc ga moraš predelati, pa da ne vem, kva narediš, kar prideš. Ampak zdaj smo tle, zmaga je naša. Med 800 kolesarji, ki so letos premagali klance na poti iz Ljubljane v Metliko, je bilo tudi veliko Belokranjcev. Zdaj je vroče, zjutraj je mrzlo, malo naporno v Črmušnicah, drugače pa zelo dobro. Je bilo kaj metliške črnine za pomoč? Nič, zdaj bo metliška črnina. Zdaj se bomo pa privoščili in smo si je tudi zaslužili. Najstarejši udeleženec letošnjega kolesarskega izleta je štel 72 let. V minulih 30 letih pa so bili med kolesarji tudi starejši udeleženci. Letos smo že 30-ič in moram povedati, se pohvaliti tudi, da smo v tem času, v teh 30 letih pripeljali 18.000 kolesarjev sem v Metliko. Kolesarski izlet s kolesom na Vigrad je tako postal tradicionalen. Kolesarjem vseh koncev Slovenije so se tokrat pridružili tudi Zagrebčani. Mi nimamo nobenih reklam, ne po televiziji, nikjer, ne po časopisu. Skratka, prijatelj pove prijatelju, da so se lepo imeli na Vigradi, da so prijateljevali, da so varno se pripeljali in ta pripelje še enega, še dva, še tri, tako da se včasih že kar bojimo, da bo preveč. V Metliki pa se ne bojijo prevelikega obiska Vinske Vigradi. Letos je bilo obiskovalcev manj kot zadnja leta, vendar so organizatorji in vinarji zadovoljni. Mogoče, da je vsako leto manj ljudi, so pa te, ki prihajajo bolj kvalitetni. Jaz osebno bi rekel, da se kultura pitja dviga. Ni bilo neke strašne gneče, ampak ti obiskovalci, ki so prišli, so uživali v teh dobrih vinih. Tudi ponudniki smo se jim lahko bolj posvetili, tako da mislim, da je bila promocija belokranjskih vin na zelo visokem nivoju. Glede na krizne čase je obisk presegel pričakovanja. Lahko odkrito rečem, ljudje si pač dajo na stran toliko, kolikor predvidevajo, da lahko porabijo in ne glede na to, kaj bi mi tukaj pripravili, kaj bi naredili, več ne bi mogli dobiti. Po ocenah organizatorjev Vigradi je bilo spečenih in prodanih okrog 300 jagenjčkov vinodojkov, kar je sicer manj kot lani. Popitega je bilo 10.000 litrov vina, omembe vrednih izgredov pa ni bilo. Jaz lahko rečem samo, da smo preživeli 3 prekrasne dneve tukaj v Metliki. Vreme je bilo prekrasno, ljudje so dobri tukaj, dobrodušni, gostoljubni in vsak, kdorkoli je prišel v Metliko v teh 3 dnevih, je našel nekaj za sebe.
Medtem ko je kvintet Dolc v nedeljo zvečer prepeval, da je jubilejna 30. vinska Vigred končana, pa je župan Zevnik že razmišljal o prihodnji 31. prireditvi. Vinska Vigred bo in bodo metiki na teh trgih. Vse pa današnjo vinsko Vigred uradno zapiramo. Nekaj malega bomo spremenili, danes sem ravno vodji programa rekel, da pričakujem vsaj četrtino novega programa za naslednjo vinsko Vigred in bomo se dogovorili in naredili 31. še boljšo, kot je bila 30. Da vinska Vigred bo tudi prihodnje leto, že zdaj na njemu svojstven način obljublja tudi Luigi. Ja, vedno bomo obljubili, da bo, ker vinska Vigred je večna. Če vinska Vigred je kot zemlja. Vinska Vigred bo večno trajala. Letos je 30. Drugo leto bo pa 31. Za konec tokratnega belokranjskega obzornika pa se posvetimo še zdravju in z njim povezanem gibanju. V Črnomaljskem zdravstvenem domu si že 10. leto prizadevajo spremeniti gibalne navade ljudi, zato 2-krat letno pripravljajo preizkus hoje na 2 kilometra. Znanstvene raziskave namreč kažejo, da pol ure zmernega gibanja dnevno pomembno izboljša zdravje in nas ohranja aktivne in samostojne tudi v poznejših letih. Gibanje je gonilo vsega, ne? In hoja je ena taka naravna danost. Hoja, ki jo mi propagiramo, to se pravi vsak dan, vsaj 30 minut, da se oznojimo, zadihamo in da nam nekoliko naraste puls, je tista dejavnost, ki krepi srčno-žilni sistem. Obenem pa ljudi ohranja v neki vitalnosti, da so čim dlje gibljivi. Ljudje bi morali to vzeti kot vsakodnevno opravilo, ne? Mi želimo z vzpodbujanjem hoje ljudi ozavestiti, da jim bo to postala nuja in neka oblika življenja. Ker le telesno aktiven človek lahko dosti pripomore pri ohranitvi svojega zdravja, predvsem da zaustavi tisti čas, ko se bi pojavile te kronične nenalezljive bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen, zvišan krvni tlak. To so tudi te najpogostejše bolezni, zaradi katerih ljudje obolevajo, zaradi njih je velika invalidnost in pa seveda posledično tudi smrtnost pri mladih ljudeh, ne? In dokazano je, da vsakodnevno gibanje uspešno vpliva na dobro počutje, na dobro zdravstveno stanje. V zadnjih letih se sicer pomena hoje zaveda vedno več ljudi, pravi Zorčeva, in tudi preizkusa hoje, s katerim ocenjujejo telesno zmogljivost udeležencev, ter jim svetujejo pri načrtovanju zdravju prijaznega gibanja in športne vadbe, se jih udeležuje vedno več. Tokrat jih je prišlo 95. Da se preizkusim, koliko zmorem. Tudi sicer hodite? Ja, dosti. Mislim, da mi je to veliko pomeni hoja. Veliko hodimo, tudi na Mirno goro ob sreda in se nekaj gremo se še preizkusiti na stadion. In je šlo. Na testu hoje se je preizkusila tudi semiška županja. Največ zato, ker me je spodbudila skupina, ki sem jo srečala na poti na Vini vrh, kamor hodim nekaj časa že vsak dan, če le utegnem. In ker se želim, da tudi mogoče zvem, kako je pravilno ali pa da dobim kakšen nasvet, sem se odločila, da tudi jaz pridem na ta test varne hoje in da se naučim še kaj novega. Hitrost hoje je odvisna od kondicije vsakega posameznika, a čas, ki ga porabijo za prehojena 2 kilometra in na koncu hoje izmerjeni srčni utrip, pokažeta fizično pripravljenost posameznika. Med najhitrejšimi na tokratnem testu je bil Jovan Dragutinovič. Do treninga, Mirna gora, smuk, vsak teden 2-krat, 3-krat. Preverili smo, kako je šlo semiški županji. Čisto v redu, v lepem okolju, v lepem sončnem vremenu in ko veš, da nekaj dobrega narediš za svoje telo, za sebe, potem si zadovoljen. Ste dosegli dober rezultat, dober čas ali še niste videli? Še nisem videla rezultata, ampak puls je bil pa dober. Hodijo vse primerno svoji kondiciji. Tisti, ki pa potem upoštevajo naša navodila in vsak dan tudi hodijo po pol ure, imajo pa čez pol leta, ko ta preizkus ponovimo, vidno boljše rezultate in to je naš cilj.
Zainteresiranim pa so terapevti predstavili tudi vedno bolj priljubljeno nordijsko hojo. Boljša je vsekakor nordijska hoja, seveda, če je izvedena pravilno. Pri nordijski hoji je vključenih 90% mišic, posebej je pa primerna nordijska hoja za vse tiste, ki imajo kakršnekoli težave s sklepi, ker pravilna uporaba palic sklepe razbremeni. Kakorkoli, z nordijsko ali navadno hojo, hitro ali počasi. Pomembno je, da se vsakodnevno gibamo do te mere, da se oznojimo in zadihamo, pravijo zdravstveni delavci. To je najmanj, kar lahko storimo za svoje zdravje. Iztekel se je čas namenjen tokratnemu belokranjskemu obzorniku, zato vam kličem le še srečno do našega ponovnega snidenja čez 14 dni.